spoštovani predstavniki občinskih odborov Nove Slovenije, spoštovani gostje. Najraje bi kar brez besed ostala tukaj na tem mestu, ker tako rada srečam se z vami in s vsakim sežem v roko, ker mislim, da nas taka srečanja medsebojno bogatijo, še bolj povezujejo in nam dajo navdih za naše prihodnje delo. Veliko dela je bilo upravljenega, veliko še imamo pred sabo. Skrb za sočloveka, skrb za prihodnost našega slovenskega naroda je tako velika in tako zaskrbljujoča in včasih tudi težka, da poslanci Nove Slovenije tako delamo in strmimo k temu, da mogoče pozabimo tudi včasih na vse vas, ki nas podpirate. Da je naše delo v parlamentu in v Novi Sloveniji na pravi poti in v dobro vseh ljudi dokazuje tudi naše delo na področju kmetijstva. Rada bi opozorila, da v zadnjem tednu smo dobili tisto pravo potrditev, ki nam govori, da znamo, zmoremo in vemo, kaj je prav in vemo, kaj je v dobro ljudi. Kljub temu, da naš zakon o Kmetijsko-gozdarski zbornici, ki uvaja neko prostovoljno članstvo, ni bil sprejet, se je v preteklih dneh dokazalo, da smo imeli prav. To je nam potrditev. To je potrdilo tako ministrstvo in Kmetijsko-gozdarska zbornica in več kot očitno je, da nam niso takrat pritrdili zgolj iz političnega prestiža. To nam daje dodatno moč, dodaten veter v krila, da vemo, da delamo prav in s tem bomo nadaljevali. Rada vas bi opozorila, da smo bili prvi, ki smo opozorili na nepravilnosti pri izračunu Geodetske uprave Republike Slovenije za katastrski dohodek. Tukaj se je začela naša bitka za dobrobit slovenskega kmeta, za podeželje, za vse nas ljudi. Dosegli smo, da smo pripravili oziroma dosegli, da bo Geodetska Uprava Republike Slovenije pripravila nove podlage in izračune za osnov katastrskega dohodka. To je bila velika bitka, ki jo je pridobila Nova Slovenija. In ko sem na področju kmetijstva, bi rada na tem mestu pozvala in predlagala vsem našim županom in občinskim svetnikom, da skupaj naredimo korak naprej k izboljšanju izrabe kmetijskih zemljišč v lasti občin. Rada bi poudarila pomen samooskrbe in socialnega podjetništva. Zato predlagam, da vsak v svoji občini po svojih močeh spodbudi, da se občinska kmetijska zemljišča da na razpolago socialno ogroženim družinam, kjer si te družine lahko pridelajo zelenjavo, krompir in si na tak način zagotovijo zdravo hrano. Prepričana sem, da se je v marsikateri občini taka praksa že izkazala za pozitivno, zato res želim, da smo v Novi Sloveniji tisti, ki bomo tudi na tak način dokazali svojo krščansko držo in skrb za sočloveka. Velik potencial na tem področju pa predstavlja tudi razvoj socialnega podjetništva, katerega bistvo je krepitev solidarnosti, sodelovanja in katerega vodilo ni ustvarjanje dobička. Dobiček pa krščanski demokrati vidimo v družini. Družina je za nas osnovna celica in pomembna za obstoj naroda. Zato smo mi vsi prav do najmanjšega in najneznatnejšega bistva in člena odgovorni, da jo v
teh težkih časih zaščitimo. Res je, da je bilo z varčevalnimi posegi poseženo tudi v družinske proračune, vendar bi bili ti posegi še bistveno bolj globoki, če ne bi v Novi Sloveniji se z vso nemo zavzemali in borili za družine. V zadnjem letu, ko smo v opoziciji, opozarjamo vlado na nerazumne posege na področje družin in družinske politike. Tu bi poudarila to, kar že ves čas, ko smo v parlamentu, zavzemamo in opozarjamo, in to je vračilo štipendij mladoletnim dijakom. In na naše vztrajno opozarjanje je bila pripravljena sprememba zakona o štipendiranju, ki bo mladoletnim vrnila ta prejemek v prihodnjem letu. Ne morem pa mimo tega, da ne bi opozorila na problem starejših in upokojencev. Zlasti tistih z najnižjimi prejemki, ki so se znašli na robu socialne izkušenosti. O teh ljudeh vedo povedati največ sodelavci Karitasa. Ko smo poslanci Nove Slovenije zahtevali sejo s tematiko stanja revščine v Sloveniji, smo žalostno ugotovili, da razen humanitarnih organizacij, ki delajo na terenu z ljudmi, vladajoča koalicija tega problema sploh ne priznava. Ignorantsko obnašanje koalicijskih poslancev do tega perečega stanja v slovenski družbi vzame človeku dih. Vendar nas to ne bo ustavilo. Mi smo pogumni in se čutimo odgovorne za sočloveka, zato bomo v tej smeri nadaljevali tudi v prihodnje. Moram se dotakniti še najbolj aktualne teme v teh dneh, in to je davka na nepremičnine, katerega posledice bodo najbolj prizadele socialno šibke in tiste, ki so si z odrekanjem ustvarili lasten dom, zdaj pa bodo primorani plačevati visoke davke in številni tega žal ne bodo zmogli. Na to smo opozorili in to se nam zdi krivično. Država bo morala denar pobrati od tistih, ki so do premoženja prišli na nezakonit način, zato imamo že vrsto let sprejete ustrezne zakone, ki pa se žal ne izvajajo. In kot sem že večkrat povedala, očitno nimajo politične volje, da bi to naredili. To še bolj potrjuje, da smo krščanski demokrati nujno potrebni v slovenski družbi in v parlamentu. Smo, pa če nam priznajo ali ne, pravi odgovor za prihodnost. Svojim zavedanjem, dobroto, delavnostjo, poštenostjo, ljubeznijo in molitvijo smo kakor kvas in sol potrebni tej družbi. Prepričana sem, da bomo skupaj to zmogli. In ko gledam zdaj vas tukaj po dvorani, mi v mislih, v notranjosti odzvanjajo besede svetega Petra. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. To smo mi, krščanski demokrati, in to je naše vodilo. Hvala.